Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni v knjižnici Velenje. Mnogi prijatelji knjižnice Velenje ste tokrat spet z nami in veseli smo, da lahko gostimo ob tej priložnosti spet eno legendo, živečo. Elda Viler. Napisala je skupaj z Ivom Gajićem knjigo ob svoji 80-letnici, gospa vredna vsega spoštovanja. In najprej bo vas pregovorili o ljubezni, kakopak, kot uvod v prvo ljubezen, v mojo ljubezen, a ne? Ja, seveda. Kje ste spoznali svojo prvo ljubezen? Vaša prva ljubezen, bi jaz rekla, da je glasba. Ja, seveda, torej, ljubezen pač med moškim in med žensko se je rojevala počasi, ne, potem sem spoznala šele. No, ampak vse moje sošolke so že vse hitro spoznale, jaz sem se pa spraševala, ja, kaj pa je z mano, ne bom v nobenega se zaljubila, kot da bi vedela, da čakam nekaj drugega, da eno novo življenje bom začela. Ampak nisem nikoli to vedela, sem samo sanjala, da bi nekoč pevka bila, da bi pela na Radiu Ljubljani, ne, in ker sem poslušala pač zelo veliko Radia Ljubljane, sploh se ni dalo dobiti, ne, na Rajuno, Trst A, slovenski in sploh... Pri sosedih, a ne, ste prisluškovali? Ja, seveda, nismo imeli mi radia, ne, in sem poslušala potem vse te pesmi, kar je bilo tudi slovenskih, narodnih, ker sem pela pesem, naprimer se je bila zelo popularna takrat, tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo, v lepi dragi. Ampak mi smo imeli eno drago dol, ki je bil en studenec, smo hodili po vodo, jaz sem imela kanglo in sem nosila vodo po 5-6 na dan in smo šli prati radiček, v eni roki tisto rešetko in na glavi z eno roko svitek pa tisto kanglo. In tako je bilo, ko je pa zmanjkala voda, smo mogli pa zelo daleč iti, ne, ker so bile suše, velike poleti, ne. Delali smo zelo veliko, so otroci bili takrat za veliko pomoč svojim staršem, za delovno silo, ne, tako rekoč. Ampak jaz sem zmeri sanjala, da bi nekaj dosegla, sem zmeri to pesem imela, to so vsi vedeli. In ko je mama moja nekega dne pojamrala svojemu očetu, mojemu nontju, Drejetu Barucetu, je rekla, kaj si je dal ta otrok v glavo, da će jeti za pevko. Ampak on vas je pri tem podprl, kaj ne? Ja, seveda. No, on si je tako rekel, mami, umiri se, je rekel, otrok naj gre v svet. Edino pameten bil, on je bil v pruski fronti, v ruski fronti in se je vrnil domov živ in zdrav in je razumel življenje, ne. Danes pa ti otroci naši se pa držijo mama hotela, ne, doma nikamor noče iti, ker doma vse. Takrat mi nismo imeli nič, je bila zelo velika revščina, veste, koliko je to že 80 let je tega, ki bom zdaj 17. decembra praznovala. Čez en teden, točno čez en teden. Ja. Strelka po horoskopu. Ja, strelka, ja, prava. Divja. Sem skozi streljala po svetu. V daljave, ampak sem se mogla spustiti pač na realna tla. Tle ni bilo druge, ne. Vrniva se... me je primoralo, v knjigi vse piše noter. Vrniva se k vaši ljubezni. Vrniva se na najino obalo. Helena Blagne. Ja, moja pesem je bila pa, vedno je bila pesem, ko sem šla po delu. Sicer sem pa z takega okolja, tudi v Koštoponci so vsi bili zelo dobri pevci, ne, so peli, ko so šli na njivo delati, vse, ko so pa spravljali po hiši, ženska so odprle okna in se je slišalo petje posod, sploh ni trebalo radia, ne. Tudi v vaši družini ste prepevali, sploh o praznikih. Ja, no, prepevali smo seveda
ko so bili prazniki, so prišli ljudje na obisk in oče je vzel harmoniko, je zagodil eno, se je plesalo, se je pelo, včasih se je kaj spilo in se je proslavljalo do polnoči in še dalje. Tudi sami ste raztegnili mehe, kaj ne? In to celo narobe. Ja, sem vzela tisto njegovo harmoniko, tam, ki je bila blizu ena paša, ne, sem gnala to živinče tja, živalce 3, ne, in sem vzela harmoniko, da jim bom kaj zagodila. Kako jim je bilo všeč? Ja, so šle v deteljo in so se pa skoraj napihnile. Smo rešili, Nonič je rešil in Nonič Vilar. Ja, bilo je vse sorte, ampak jaz sem pa to harmoniko rekel, kako se ti to naučila tako narobe, ne, na to stran. Ja, noben mi ni, če bi njega prosila, ne bi mi hotel dati, ne, pustiti, jaz sem pa pač sama to nekaj vlekla, ampak ni bilo ne vem kaj, ampak tako da je bilo vse nekaj. Jaz sem pela takrat eno pesem s harmoniko, ki je prav lepo zvenelo. Dekle, povej, povej, ali me še ljubiš kaj, taka domača, ne. Nonič me pa je učil že kot otroka, Nonič Baruca, ki me je imel rad, takole deklico. Koliko si ti stara? 7. A 7? No, tako sem morala biti, ali pa še mlajša. Me je prijel za rokce in me je zavrtel in je rekel, ala, zakam tajva? Sem deklica mlada vesela, sem pravo slovensko dekle, zakaj mi veselo ne pela, zakaj mi vesela ne bila, tralala, hop, saj poznate to pesmico, ne? In to smo peli na Primorskem. Ja, tako se je začelo. To meni se zdi, da mi je prav on spodbudil, tudi to, da bom nekoč pevka. To so lepe spodbude, sami pa tudi primete kitaro oziroma ste jo prijeli in si malo zabrenkali. No, kitaro sem se potem šele naučila, ko je bila ta skupnost, neokatehumenska, ko smo se preselili na Brod, nobenega nisem poznala in so me potem ljudje prijeli, malo so rekli, dej, a bi prišla k nam v skupnost, boš ti, ki imaš lep glas, boš zapela, kaj se boš naučila malo kitaro. In pokojni škof Alojz Uran, ne, je bil zelo, zelo simpatičen in zelo lepo pel in je rekel, pa ja, da boš. In enkrat smo šli v Nazarje, ne, ki je imela Ana 6 let in smo tam bili na teh, kako se to reklo, na duhovnem srečanju, ne, bilo zelo lepo. Pa sem jaz napisala kakšno pesem in sem imela radi ljudi, ker sem bila družabna, ker sem pač malo zapela. Tako da ko so mi vzeli takrat ta status, kulturne ustvarjalke. Ja, sem se ukvarjala s tem, sem malo pisala tudi pesmi in sem nekaj jih tudi malo uglasbila, ne, in to je tako malo za dušico, ne, zase. Eldine zgodbe pa so seveda na voljo v tele knjigi, ki jo danes predstavljamo, kaj ne? Ja. Ni samo glas, je nek notranji naboj. Ja, to je moglo biti, če me je pripeljal tako daleč. In seveda ljubezen, s katero sva začeli. Je že čas za to, da nam zapojete? Ja. Pa dejva. Ta pesem, Ti si moja ljubezen, je Elza napisala, ker je rekla, da moški rečejo ženski, ti si moja ljubezen, dokler ni njegova. Potem, ko pa jo enkrat osvoji, ne reče več, ali ko se poroči. Zato je rekla, da bi trebalo ženskam večkrat reči, kako bi nam to pomagalo, ne? Da bi nam oni rekli, o, moja ljubezen, ali moja ljuba, kako se jim to. Ampak ponavadi, ne vem, kar mal, se jim zdi kar to vse tako normalno, ampak ni, ker ženska je le eno bitje, glavno v družini, mati in ima 100 tegob in si želi in potrebuje te zvrsti spodbud od svojega moža, ne. No, sem imela srečo, moj mož je bil zelo nežen, posebno, ko sva se malo skregala, potem pa je hitro, o, moja zlata, nisem vedel, kaj spil prejšnji dan, ne. Pa sem takoj zagrozila, odšla bom domov. No, pa drugo, ja, kam pa gre. Da
dobro vem, da si nekje tisti fant iz mojih sanj in da boš nekoč meni našel pot, ker del tebe sem samo. Dobro vem, da si nekje, ti si fant, ki čakam ga, dolge te noči, vsa ta leta že, naj srce te prepozna. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, ki v srcu jo nosim s seboj. Ne bi mar za ovire, ti moja si sreča, naj končno ti stečem v objem. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, živela bom srečna s teboj. Le zato, ker te ljubim, živim le za tebe in ti boš presrečen z menoj. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, in v srcu jo nosim s seboj. Ne bi mar za ovire, ti moja si sreča, naj končno ti stečem v objem. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, živela bom srečna s teboj. Le zato, ker te ljubim, živim le za tebe in ti boš presrečen z menoj. In odšla bom kmalu za teboj. To zmeraj rečem. Hvala. Zato, ker je rekel, ko sem rekla, ko je umiral, sem rekla, jaz ne bom mogla brez tebe zdržati, bom šla takoj za teboj. Prav, ne, ti moraš ta dva otroka spraviti do kruha, pa vse to. No, v redu, vse to je prav. Ampak je rekel, veš kaj, najprej se moramo tebe malo spočiti. In to se zmeraj še danes smeje in mi daje toliko moči. In zmeraj se pogovarjava, čeprav on mi ne odgovori, ampak vem, kaj bi mi odgovoril. In me potrpežljivo čaka in mi pomaga gor, kjer je za vse nas. In če ne bi bilo tega, kaj bi bilo? Žalostno. Hvala Bogu, da je tako. V vseh zvrsteh ste dobri, ne samo v popevki, tudi v džezu zgleda, dobro improvizirava. Ja, no, seveda. To je življenje, kaj pa življenje? Improvizacija. To sem se jaz naučila že in mi je veliko bolje, odkar to vem. 34 let torej zakona z vašo prvo največjo ljubeznijo. Kako vam je uspelo? In zadnjo, ne? Ja, tega še ne vemo. Vse je bilo zelo veliko, bi rekla, odjemalcev, ki so hoteli, ampak pač... Ponudb. Sem rekla, ne, to pa je vse bilo bolj za se smejati, ne. Lepo, prijetno in sej, ne rečem, mi je bilo ljubo, ne, in še zmeraj mi je, zmeraj se pohecamo, ampak ker je lepo tole, to so simpatije, to je, pač to je kemija, to se ne da, ne. To ti daje neko rast, ampak ne moreš ti to uničiti pa iti za spolnim življenjem, ne vem kaj tam. To pripada samo enemu tvoje telo, ne? Vaš mož je bil profesionalni glasbenik in vam pomagal pri karieri oziroma pri vaši glasbeni rasti. Ja, Bog vari, če ne, to sem, ko sem ga spoznala, sem rekla, ti si pravi dragulj. Prav, ne, jaz se nisem niti upala misliti, da bi on lahko za menoj gledal, ne, ko sem ga videla tam v studiu, v Kopru, na temu snemanju, ki je igral klavir, sem samo tako pošvrgla in hitro, ojoj, ne boš ti gledala taka, ker ne bojo gledali taka za teboj. To sem si rekla, ker to je bil pa fejs tudi, ne, in zelo, zelo je bil naučen, ne, učen, poučen,
moder tudi življenjsko. Vsestranski je bil, ne. Multiinstrumentalist in ja, študiral potem se je zresnil, ne, ko so ga starši zmeraj drezali, pojdi že in dokončaj to šolo v Zagrebu, ne, na akademiji, ne. Ampak, polka mene spoznal, se je zresnil. Prej je užival bolj življenje, so bile turistke, pa ki je šel v Maribor v eno ljubco, ne. Pojdimo na Štajersko gledati, kaj delajo. Gledati, kaj delajo ljubice, 3. A ja, 3 so bile. Ja, eno je imel v Ljubljani, se je ustavil in potem zvečer, ko je prišel v Portorož, pa ta tretjo, ne. Sem rekla, ma če bi jaz vedela, da bo tako, ne bi nikoli za teboj pogledala več. Ampak sem se žal ujela na tvoj trnek. Ni vam žal? Ne, ni, seveda ne, malo heca, ne. Seveda. Italijanske popevke so vam najprej zrasle k srcu. Ste kdaj peli v italijanščini? Najprej, ne, smo peli, ker starši so hodili v šolo italijansko in oni so doma govorili po italijansko in tako smo se mi otroci naučili, ne, čeprav smo že mišli potem v slovensko. Ampak potem smo šli pomagati v Italijo delati, ne, 3 štinom, pač z mamo. Trst. Pa z Nunotom je šel tam plet gor v Miramar, prelepo, ko so imeli ni gor na Proseku, so govorili slovensko, ne. Ampak so bili Italijani in Slovenci, ne, dvojezično, ne. Tržaško-kraško zaledje. Ja, lepo. Lepo. Zelo vam pristaja še vedno mikrofon v roki. Koliko še nastopate? Zdajle boste nastopili na Bledu, na božičnem koncertu? Ja, zdaj bo božična pravljica, ne, in bom zapela Božični poljub. Mene, žal me je bolezen, ne, ko sem bila na turneji in sem imela hudo, pa ne bom zdaj razpravljala, v knjigi piše, ne, in nisem mogla več snemati, so rekli, predno bo na to, so dali tistemu, ki je prvi prišel, je prvi mlev. Je bil Alfi tam, malo so spremenili tekst, ne, ker je napisal Jože Prevšek melodijo, tekst pa pokojni Dušan Velkavrh, ne, in samo zadnje 2 vrstici. In ti naslednji dan šel boš kdo ve kam, ne da bi sploh kaj zaslutil. In jaz ostanem tu, v meni zakopan. Kdo? Silvestrski poljub, to je otrok. Ne, to ni en poljub od ene ženske, ki jih moški, ne vem koliko jih je, posebno pa en pevc, koliko jih je že poljubil. Od tega je nemogoče. To je življenje, ne? To se potem rodi, rojstvo, to se razmnožuje. Človek, to ima svoj pomen, tisto je en blef, natek. So rekli, da je to natek, nateknili so publiko. Tudi vam je materinstvo na nek način prekinilo kariero za nekaj časa. Ja, seveda, prvo so bili otroci, ne. In potem, seveda, jaz sem zmeraj slonela na ramenih svojega moža, ne, ker on je imel stalno službo in celo 2 je igral tudi potem, ko je prišel iz službe svoje, je čisto zgoro, ne, se je predal, utrujen bil. Ampak ni bilo druge, če sem jaz bila doma, kot svobodni umetniki, niso bili zmeraj nastopi, ne, in sem bila odvisna od njega. Kadar so bili pa zaslužki nastopi, vse sva dala za stanovanje, ker sva ga kupila za Bežigradom, potem smo 15 let preživeli tam in sva prodala in smo najdli eno staro hiško tam na Brodu, ne, in smo se tam preselili. Še zdaj ste v Ljubljani, se počutite Ljubljančanka ali boste zavedno Koštabončanka? Zavedno bom Koštabončanka, saj imam tudi dol, sem pač podedvala, ne, kupila sem tudi od brata in od sestre in to, kar sem podedvala, zdaj me čaka, da bom prekrila, ker pušča, ja, kar dosti denarja, moram nekaj zaslužiti, da bomo, saj bojo malo pomagali otroci tudi. Če bojo hoteli imeti, jaz ne bom mogla več zalagati, ne. Zdaj ona ima službo stalno, je imela obljubljeno v operi, ampak so ji zarinili nož v hrbet, ne, in sem rekla, spet se zgodovina ponavlja kot z mano, ne, in zdaj je pa ona dobila službo v šoli, prvičke poučuje
prej je 1 leto bila na Brodu, glasba tudi ne, in podaljšano bivanje, ampak je prišla sta učiteljica z porodniškega dopusta in ki je Ana nadomeščala in zdaj je pa dobila stalno službo na Brezovici. No, malo dela, ampak ima vsaj stalno službo, da ni ona tudi nasloni na ramenih svojega moža, ko sem jaz na svojega, ampak ona je šolana, bila jaz pa ne. Jaz sem pa le zaslužila tudi s petjem, ker sem veliko hodila po turnejah, ona pa niti para ne prebita, ne. Sem morala skozi se zalagati, ne. Je bilo kar sram malo v teh letih, pa tako sem rekla, ja, le, imela si očetovo pokojnino, si vse zaružila s tvojim fandom, zdaj te naj pa on podpira malo, mož, ne, ki sta se poročila. Saj se ni hotel niti poročiti, je rekel, meni je dovolj tako, ker se zdaj ni moda več poročiti, ne. Ampak imata 2 otroka in je le končno uspelo, ne, da sta se pred Bogom tudi poročila. Ampak jaz mislim, da bo knjiga super uspešnica, sploh vam ne bo treba skrbeti za denar. Elda, knjiga. Ne, to pa ni, v Sloveniji se ne da. Vprašajte malo našega založnika, pa vam bo povedal. To se bo prevedlo v svetovne jezike in hop. Ja, to je pa, veste kaj, to, kar je za naprej, jaz nič ne dam na to. Najbolj presenečenje. Koliko časa ste čakali na tole knjigo? Ni bil prvi poskus, kaj ne? Saj to je bilo, to je bil 5. človek, 5., ki je to knjigo pač uspel narediti in se je naredilo v rekordnem času. Od junija do februarja se je že izdala, ampak je bilo sila težko z njim, ne? Ker je on hotel imeti kar takoj, ko je napisal že denar in plačano, ampak se mora najprej knjiga nekaj prodati, da pride en denar. Še zdaj nimam pogodbe in sem šla na zaupanje. Ja, kako boš takole kar zahteval imeti nekaj pred večerom, ne, kar plačilo, moraš pričakati dan, da mine, da potem poravnaš tole vse, ne. Jaz mislim, da je to normalno tako, ne. Eni pa hoče kar tako imeti tudi, ne. Otroci že hočejo danes vse imeti. Jaz sem leta in leta čakala, da sem to dobila, ne. A boste kaj zapeli? Bom, najlepše je prepevati, kot pa govoriti o problemih. Te stare kosti mogoče, ker je, ne, ker je pač napisal komponist, kako se piše že, a mi lahko Ferenc Matjaž. Jaz mu rečem njemu kralj Matjaž, da se spomnim lahko na Ferenca. On je napisal to pesem za mamo in za očeta. To je master, ki je že glas posnet in jaz dodam še dupleks. Že kuhaš prvo jezo, kaj res sem kriva jaz, kam včeraj dal si svojo protezo. Komaj sem vstala, ko me spet boli, a ti godrnjaš, kjer se zdaj budim, zakaj zajtrka še ni. Ker tudi te stare kosti potrebujejo ljubezen in moja nagubana koža krepani, da spet si nežen, kot si bil nekoč, ko po mestu sva hodila celo noč. Po zajtrku malo lenariš, dopoldanski spanec ti kar dobro de. Jaz pozabim na vse, kosilo kuham in poskrbim, da goveja juha dobro prevre. Daj objemi me, kot nekoč si me, po tem telesu se pretaka ista kri. Skupaj sva in skupaj ostaneva, reci, da sem tvoja še.
kot si bil nekoč, ko po parku sva hodila. Daj, mladi moj starček, pelji me v center mesta, a nikakor ne smeva prehitro. Hojca je zdaj moja vespa. Daj, mladi moj starček, pelji me v center mesta, a nikakor ne smeva prehitro. Hojca je zdaj moja vespa, ker tudi te stare kosti potrebujejo ljubezen. In moja nagubana koža hrepeni, da ti si nežen, kot si bil nekoč, ko sva se ljubila celo noč. Lepa, ne? Hvala. Moja mama je rekla, ki je bila še živa in pri meni je malo, bi rekla, prebivala malo pri meni, malo pri sestri in je bila uboga, ker je padla, si je pa zlomila kolk, ne? Takrat je, ki je umrl moj kolega, hrvaški pevec Dragojevič, je ona padla in tistega meseca vročega avgusta je bilo usodno potem. Drugič je padla že, prvič je padla že prej, 2018 in potem čez eno leto spet in takrat je pa pol hitro šlo. Je šla v dom in ni hotela biti doma, je hotela biti. Potem je šlo hitro dol, v 3 mesecih je odšla k Bogecu. In takrat je bila tako navdušena, ki je slišala to pesem. Pa tudi njegova mami od Ferenca je bila že v bolnici in pred smrtjo je slišala, je bila zadovoljna, da je Ferencu uspelo, ker je ona mu dala napotek, da naj k meni gre, da bomo pesem zapela. Zdaj pa piše eno pesem o tabletih, ker jemljemo, skoraj vsak ima po ne vem koliko, jaz imam 9 tablet na dan, za astmo, za srce, konkor, za tistile gor in dol, pa za sladkorno, zvečer pa zjutraj, pa ob 11 ali pol 12, mislim, skozi moram to voditi, to evidenco. Kdaj, bolj pa še kakšne protibolečinske, ne, smo skozi omamljeni, še sreča, da so te tablete. Jaz se sploh sprašujem, kaj bo, ko jih ne bo, če bo vojska, kako, vojna, kje jih bomo, pa kon z nami, kje jih bomo dobili, joj, kako je to hudo, da smo tako zasvojeni, ampak k sreči, da smo, ne. Zdaj, eden je napisal na internetu, ravno te dni, ko sem bila v Luciji. In je me videl, en mlad, prav gordo gledal tako, prav, ja pa ta ženska, saj se vdela že vidiš, da je vsa od tablet omamljena. Ja, tudi taki morajo biti, ne? Kakšne so vaše želje za novo leto, ki malo prihaja in vaš rojstni dan? 17. Kaj si boste zaželeli, ko boste pihnili svečko? Ma čute, imam čisto preproste, skromne želje in če se mi bo to uresničilo, bo najlepše, pa kaj če vam povedati, to, kar si vsak izmed vas tudi želi. Da bi bili kolikor toliko, da bi zdržali, da bi imeli kolikor toliko, da bi hodili po svojih nogah, pa tudi, če bi treba palce vzeti, pa naj bo tako, kot je namenjeno, pa da to se zdrži z dobro voljo. Biti človek dobre volje. Dajte nam povedati. To je, ker rešuje. Edino. Dajte nam povedati, če kakšno prigodo z odra, oder vam pristoji. Ja, jaz sem, že od malega so rekli, ma kakšna je naša Elda, Ja, skozi, jaz sem rojena na odrskih deskah. Takoj, ko so mi rekli, zapoj eno, sem bila takoj pripravljena. Vse povsod so mi radi prisluhnili. To je moje življenje. Nikoli niste imeli treme? Imela pa še kakšno, ampak če sem se hotela ozirati na to, ne prideš nikamor, ne? Saj moje prijateljice so vse bile tudi dobre pevke, smo pripevale
Nas je bilo tako 4 metre po vaši, tako objeta smo hodili po cesti in smo pripravili skupaj, smo delali načrte, kako bomo šli nastopati na Pokaži, kaj znaš. Pa vse so stisnile rep med noge in sama sem ostala. Sem morala iti 60. leta v Šmarje na Pokaži, kaj znaš. Pa so pa rekla, pazi, veš, kako boš zakantala, da nas ne boš osramotila, nas, Koštabonce, v Šmarjah, ki so nas klicali, da smo mi boškarjole, ne? To pomeni gozdarji, ker smo bolj iz takih bolj kmetov, ki je bolj tam so se imeli že za en piccolo Parigi, tam v Šmarjah, že naprednejše, ne? No in jaz sem potem odprla usta, seveda, in so bili vsi tam na tem nastopu, vsi so bili presenečeni, da odkot mi takšen glas, takšen naboj, da nimam treme, ampak sem imela pa še kakšno. Ampak to skriješ, ne? Kako skrijete, kako? Ja, skriješ jo, potrpiš, pogoltneš dol, ne? En kozarc vode na eks in ti vse te razne občutke noter v požiralniku, ki se tresajo, ki ti povzročajo stres, vse sčisti dol, vse. Kako ste skrbeli za svoj glas? Voda. Kako ste skrbeli za svoj glas, glede na to, da je to bilo vaše orodje, orožje? Nikoli nisem znala skrbeti za glas. Vedno mi je učitelj mož je rekel, Tomaž, ti ne znaš biti profesionalka, zmeraj, kadar imaš kaj važnega, zmeraj zboliš. Ker jaz sem že 4-5 letna, tudi piše v knjigi, jaz sem šla na operacijo za mandeljne v Trst, in potem se je vse v bronhi je šlo, zato imam tudi astmo, ne? Ampak poskrbim, pač ne kadim, ne pijem, zdravo jem, razen seveda večkrat grem v hladilnik, to je moj, iščem češek, vedno sem lačna, ne? Dokler sem lačna, to je dober znak, čim nisem, je že znamenje, da nekaj noter ni v redu. Ampak bo treba se pač potruditi, ne, zmeraj celo življenje se trudim, da bi šla kakšna kila dol, ampak gre raje gor. Kot Primorka najbrž tudi radi kuhate. Ne vprašajte, zdaj ne kuham niti več, da je konc. Sem rekla, če kuham, potem ne morem stran, baš kdo bo pojedel. Sva sama s sinom, včasih pa pride hčerka pa reče, ja, nisem imela danes nič kuhati, zakaj pa nisi prej povedala, imaš kaj, pol pa kar malo vzame in jim prav pride, ne. Zdi se, da vam tisti vers iz pesmi sploh ne paše v vaše življenje, da bi bili že pri kavi oziroma tudi mož ne najbrž zraven vas, ker ste tako pozitivni, jezen lahko že pri jutranji kavi, tega jaz ne verjamem. Joj, to je napisal on, ne, Ferlič, ampak je to resnica nekje, da so vse ženska kriva, če njemu gre kaj narobe. Zato smo tukaj pripravljeni, ne, ki držimo 3 vogale, pa še ta 4., če je treba, ne. Tako so oni, ne. In mi smo take. Če je prava ženska, je to normalno, ne. Sprejemamo tako. Ampak jih bi pogrešali, če jih ne bi bilo. Dajte jim zapeti še eno. Seveda bi jih pogrešali. Oni so naše življenje in nam pomagajo, da se svet rojeva. Brez tega ni življenja, ne. Ja, no, naivno lastovko, ne. Milan Ferlič, Jure Robežnik. Lutnja je ubita, ugasnil je čas. Ogenj je izgubil svoj jarki obraz. Strmo, uporno gre trpi mir, v srca se useda, ne bahne nikjer. Takrat zaihtiš za tisoče ljudi, takrat zaihtiš in to še nisi ti. Vate pride drobna ptica, ona sladko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla?
še pride, je več kot odveč. Tesnova je povsod, kjerkoli vas utreš. In najbrž si nikoli do kraja ne prispeš. A je res? In ihtiš za tisoče ljudi. Ihtiš, in to si tudi ti. Vate prišla je drobna ptica in ona bridko žalost vabi ti na lica. Kaj jo je prignalo, odkud je le prišla? Čisto noter vate, jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkud je le prišla? Čisto noter vate, jokat lastovka. Zato izbrala ravno je srce, ker tam je toplo, zato ker smo ljudje. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla? Čisto noter vate, jokat lastovka. Nekoč me en fantek vprašal, kako pride jokat lastovka noter vate. Saj je noter tako temno. Pa sem mu hitro odgovorila, ampak sem imela strah, ne? Če bo razumel, da noter ni vedno temno, je tudi svetlo. Pa, tako je. Ponekod je tema. Pa še sami ne vejo, zakaj. Mogoče potem se kdaj prebudijo, pa nastane pa svetloba. Dej, da bi bilo čim bolj v to smer svetlobe. Hvala. Imam srečo, ki je eno rekel, da si pevka. Res je. Hvala Bogu, ki mi je dal ta talent. Da lažje prenašam, pa si zapojem, pa tudi drugim. Pa je kot nekje ena terapija. Nam polepšate življenje. Ja, ne vem, sebi. Predvsem zaradi sebe, ne, in potem, če daš, drugim pa ti je vrnjeno nazaj. Ja. Lepo je dati in prijeti, kaj ne? Ja, Najprej pa najlepše dati. je prijeti nazaj, ker veš, ko si dal, ne? In da je bilo lepo sprejeto. Ja, seveda, to je poglavitno, ne? Tako. Ljubezen. Elda je prišla čisto do vas, zato vam jaz dajem zdajle mikrofon na voljo, če ima mogoče kdo že kakšno vprašanje za njo, gotovo ga ima. Jaz se pa gospe Elde Viler spomnim, ko smo bile v Ljubljani, v ljubljanski drami na odru skupaj kot nominiranki za Slovenko leta. Pa sem jaz znana In sem neka oseba. tako vesela, ko ste vi danes tukaj, da sem vam želela stisniti roko po 15 letih, skoraj 15 letih. In mi je res velika čast, da sem danes tu z vami in da sem lahko takrat delila tiste čudovite trenutke, da smo si jih delili med sabo, tako da sem zelo počaščena, da smo doživeli eno tako lepo, strašno stvar skupaj s tako legendo, kot ste vi, tako da res moj poklon. Hvala. Ja, hvala vam tudi. Jaz sem bila tudi počaščena, zelo, ne, da sem bila nominirana za Slovenko leta. To je, kot da bi zmagal, to je vse, ki smo bile uvrščene, ja. To je enakopravno, ne. Več kot 300 pesmi ste rekli, da ste posneli. Ja. Vam je katera najljubša, ki jo še vedno najraje zapojete?
To je tako težko, ker je toliko pesmi lepih in vsaka je moj otrok. Vsake sem dala svoje življenje, svoj predih in za vsako sem se potrudila, skupaj z možem, ki sem se učila. Snemali ste tudi v živo. Kakšni so spomini na te zahtevne trenutke? Ja, to je bilo zelo odgovorno, ne? Ampak jaz sem bila sploh znana, da zelo dobro pojem v živo. Boljše kot v studiu, tam je tako, nobenega ni, poješ, seveda poješ v čast, ne, Bogu in ljudem, ampak drugo je to, ko je pred tabo publika. Ne, tukaj z njo dihaš, to je drug občutek. Ne morem to objasniti, to je nekaj, kar me je vedno pritegnilo. Že od same rane mladosti, ko sem šla tudi, ko sem bila v vrtcu, ne, in je nekam skočila, nadrejena, in je rekla, ti si pa največja, boš vahtala otroke, mlajše. In pol seveda, ko nje ni bilo, je nastalo kar naenkrat kraval in nisi mogel več tega obvladati. Pa sem rekla, tišina, bomo nekaj zapeli, in sem začela peti in vsi so bili kot muho bi se slišalo. In so tako prisluhnili, to je bilo tako lepo o meni. Vedno te trenutki. Saj sem nič kolikokrat pol tudi, ko je bila Ana v vrtcu, ne, ker Andrej ni bil, prvi otrok, smo še stanovali v Stolpnici in je rekel, mož je to predrago vrtec, ne moramo spolgati to. Potem, ko smo šli pa na Brod, smo videli, da ni bilo prav, da ni bil on, ker je bil poseben, da ni bil v vrtcu, ni znal potem si najti svoje mesto med prijatelji. Družbe. In Ana je potem bila čisto drugačna. Nas so učili zmeraj starši, ne? Ko smo jamrali, ker je trebalo veliko delati, ko smo nosili na glavi vodo, drva, perja, kar je bilo. Ne? Ko sem hodila dol na Kurtino, ali gremo grabiti perja, da bomo dali pod živali. Ne? In je bila ena pesem, ki je mama zmeraj kantala. Gre na Kurtino grabit perje, o che bel fiore, che bel fiore, che bel fiore. To je bila ena taka pesem, malo mešano, malo italijansko, malo slovensko. Ne? In ko je bilo težko, smo odložili na kakšne zidove, pa je rekla, gremo naprej, se modi po delu. No in je rekla, zapojmo. In smo zmeraj peli, ne? Zmeraj je bila pesem in s pesmijo si lažje šel, si vse obvladal. Res. In kdaj ste začutili ta notranji naboj, da vam bo uspelo, da se boste prebili na sceno? To sem si mogoče nekje podzavestno želela, ne? Ampak začutila sem pa, ko sem šla na Pokaži, kaj znaš, ne, v Šmarje, in me je poneslo kot lasto, ker sem zaplavala, sem zapela eno italijansko pesem ali dve, potem sem dobila povabilo v Koper, teatru Čirkolo in vse je začelo naprej, potem v Ljubljano na Sončno uro, ki je bil koncert 60. obletnice, ki je ga zrihtal ta komponist, tekstopisec, in je imel svoj orkester Decameron, ne, on je napisal tudi eno pesem, zmeraj ga reklamiram, Sava šumi, ampak Miha Kralj je pa uglasbil, ne. In to so, recimo, besedila, glasba, so to uglasbljene poezije, se lahko reče. Če je dobro besedilo in dobra melodija, ne? In to so pesmi, ki ti dajo nekaj, kot se reče, notrni naboj. Tudi sami ga imate, tudi sami pišete pesmi oziroma ste pisali, še pišete? To je tako to je bolj tako za kratek čas, za obdobje, za vajo, baš nekaj rata, ne? Katerega sodelovanja, s kom se najraje spominjate, kaj vam je ostalo pri srcu? Sodelovala sem vedno rada z vsakem, ne si bodi kjerkoli. Tam, kjer je bilo sprejeto, je bilo vedno dobrodošlo, ker to daje
polet in naboj daje, ne? To je tisti naboj, ki ti daje, da greš naprej. Kako pa s kolegicami konkurenco? Ja, to je bilo včasih malo tole mučno, ne? Ker vsaka se je pač borila za svoj uspeh, ampak ni bilo tako kot danes, ne? To je bilo včasih bolj solidarnostno, smo se bolj družili in rekla... Se spodbujali? Spodbujali se drug z drugim, ne? Klin se s klinom zvija in je bilo to eno zdravo, bi rekla, tekmovanje. Ni bilo tista rivalnost, ki je bila škodljiva, pokvarjena, ne? To je potem prišlo v modo in kdor je, vse poznate tisto pesem o Hudi mravljici ali pa v še eni drugi, ki so peli, kdor ima več pasijanskega, ne, mislim, to. Še sedaj ste diva, urejeni, kako ste nekoč skrbeli za garderobo, make-up, kdo vam je pomagal? Malo sem se sama naučila, jaz sem se učila šivati pri teti. Jaz sem nekje en tak človek po svoji zamisli, po svoji fantaziji nekaj ustvarjam. Koliko so vam vzele priprave, recimo na en večji koncert, koliko ste posvetili glasbi, upevanju tistega dne, kako je potekal en dan? Zelo veliko upevanju in zelo veliko, to je vaja dela mojstra, ne? Ker brez tega ne počutiš se siguren in tudi če imaš tremo, pa tudi če imaš malo zadržkov sramu, kako rečejo temu, ne. Vse to premaga, če si ti siguren vase, če si ti pripravljen, te ne more nič zmesti. Še zdaj imate kupe not doma? Ja, imam ogromno tega, zdaj ravno iščemo ene note, ker so težke stvari, ko bo Miran Juvan spremljal in išče. Smo jih pa posodili, nekaj menimo na vlet in tam stojijo, da bo jih moral poslati nazaj. Tako da to sem imela celo življenje muke s temi notami, posebno še soprog, ki je iskal te note. In je rekel, komaj čakam, da boš nehala pet, ko bom naredil na dvorišču eno baklo, pa ni to uspela. Takrat, ko so mi vzeli status, je bil hud, ne, pa je to rekel. Ampak pač to je zdaj, kar je ostalo, če bo Kajana potrebovala ali pa ne, ampak lepo bi bilo, da bi, to so bile dobre zadeve, ne. Pač a nora misel, to si vedela. Jaz sem si mislila, da bojo zaželeli, ne, čeprav mi je danes težko, ampak bom poskusila jo. Zdaj me pa še, moram priznati, koliko bolih so se zasukala. Sem ga aktivirala ta. Sanjarim dan za dnem, da si z menoj, srce me boli, ko zamišljam si, da si moj, da sem tvoja, kakor pred letom dni. Prazne večere preživljam z drugim in ti morda bi se posmehoval moji ljubosumnosti, ki bi v srcu tli. Še zdaj mi v srcu tli. Nora je cel, da grem, ljubezen se z njim, a mislim pri tem, da ljubim se s teboj. Blazne misli, da si ti, ljubim se zaprti mi očmi, bravo. Nora je misel, da drugemu se predam in sanjam, da znova srečna sem s teboj. Blazne misli, da si moj, zame živim, vidim tvoj obraz.
drugo bolj kot mene. A pijana od ljubosumja, prosim za tvoj poljub. Sprehajam se z njimi in mi objamem, a v resnici sem neskončno daleč. Tudi on še sluti ne, da si ti med nama tu. Slišim glas, ki mi govori, dovolj je nežnosti, sem ljubezni tvoja sit. Nora je misel, da grem ljubezen se z njim vsi. Pri tem, da ljubim se s teboj. Pomagajte. Blazne, blazne, blazne misli, da si ti. Ljubim se zaprti mi očmi. Nora je misel, da drugemu se predam in sanjam, da znova srečna sem s teboj. Blazne, blazne, blazne misli, da si ti. Ljubim se zaprti mi očmi. Nora je misel, da drugemu se predam. Ne vem, brž naprej. Nora je misel. Še v preteklosti, spomini iz preteklosti, ne? Ki je, jaz spomim. Vsi. Nora. Nora je misel, da grem ljubezen se s njim. A mislim, pri tem, da ljubiš se s teboj. Ljubi svojega sovražnika. Blazne misli, da si ti. Ljubim se zaprti mi očmi. Pejte, zdravi. Nora je misel, da drugemu se predam in sanjam, da znova srečna sem s teboj. Blazne, blazne, blazne misli, si moj, zame živim, vidim tvoj obraz. Tvoj obraz. Hvala lepa, hvala lepa. Nora je misel, si všeč. Včasih smo rekli, ko so bile nore krave, takrat se je začela ta pesem, vsi so se smejali, da je pa marsikaj norega, pa gremo še naprej, ne vem dokdaj, kako bomo s tem živeli. Pa treba jemati vse z eno uho noter, z drugo ven. Pa se nasmehniti in dobre volje biti. Hvala vam. Še pesem od Srečka Čoža, Obisk prijatelja, ker on je pravzaprav, njemu gre vsa zahvala, da je začel s to knjigo, ker sem mu rekla njemu na tem koncertu, v Filharmoniji, to je bila sončna ura takrat, ko sem prišla prvič 63. So tam bile vse te pevke, Lidija Kodrič, Barbara Jarc, Jožica Sveterina Kohont, vse te pevke mojih letnikov, pa tudi Ivanka Kraševec, smo koncertirali in je bilo prekrasno in to so taki spomini bili. In zdaj se je to ponovilo po tolikih letih, mnogih več ni. Pa sem rekla Čožu, joj Srečko, jaz bi dopisala eno knjigo, ki so mi jih že začeli pisati, 4, ena ženska je bila in 3 moški. Sem rekla, ne vem, a poznaš koga ti, da bi pač to, jaz bom že napisala, ampak eden mora posoja malo, ker mora to nekdo urediti. Pa je najdu tega svojega prijatelja, tega iz Dekameronu, ki je igral bobne, Gajiča. Potem smo se skregali, žal, ne. Ampak knjiga je tukaj. Knjiga je tukaj. Spoštovane in spoštovani. Ja. Elda, avtobiografska pripoved naše dive, pevke s podnaslovom Ni samo glas, je nek notranji
na boj, kaj ne? Obisk prijatelja, ali ne vem, a bi jo, ker itak je, to je master, ne? In ta pesem traja 4 minute. Obisk prijatelja, poslušajte, kakšno lepo besedilo naredil. A glasbo je pa naredil seveda Matjaž Ferenc. Pardon. Nasmejan si prišel, pri vratih me objel, razveselil te je vrisk. Hvala za obisk, hvala za obiske bežne, vse spodbude nežne, ki odrivajo pritiske. Brišejo mi razne stiske, razveseli me vsak prihod, čeprav me kot ubod skeli vsak tvoj odhod. Oglasi se večkrat, saj veš, da si mi zla. Srečanje med nama vselej je sotočje nostalgije in mladosti, ja, večkrat gre mi na otročje. Se večkrat oglasi, se večkrat oglasi, se večkrat la 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 la. Preden pustiš me samo, pobožaj me po licih še enkrat, objemi me čez ramo, pospremim te do vrat. Ko gledaš mi v oči, vidim, kaj pomenim ti, da me spoštuješ, obožuješ, med pevske zvezde kuješ, da prijatelj pravi in poseben si, sem te v sebi začutila in te ne bi rada izgubila. Nekaj je med nama, da manj s teboj sem sama, da se počutim spet kot dama. Oglasi se večkrat, saj veš, da si mi zla. Ne grejo leta mi danes na roko, ti kot pirat mi preširno nagajaš in odganjaš skrbi mi. Ne pisaj, se večkrat oglasi, se večkrat la 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 la. Oglasi se, oglasi se, oglasi se la 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 la. Na ladji časa peljem se spomini, o njih razpredava globoko, zaradi njih ostale so radosti, da na žrtev je v meni še dosti. Oglasi se, oglasi se, oglasi se. Ja.